ko stopiš za kamero, jaz se takoj koncentriram, ko vidim živalco, vse misli grejo tja. A bo zdaj to naredila, kaj bo naredila, malo je moč poznati, kako se obnaša, kako je prestrašena. Ampak načeloma so kar verčne, mi smo itak eni tujki v naravi, one so v svojem okolju, ti pa priješ tja in hočeš pač tam neki ropotati pa jo posneti. Zato se moraš umiriti, počakati in potem se začne dogajati. Počasi začnejo one prihajati k tebi. Je kakšen prizor ali pa izkušnja iz knjige še posebej nagovorila? Ja, jaz sem se lahko poistovetila s tem njegovim trpljenjem in v bistvu to, da ti svoje neke psihološke težave, travme nekako zdraviš preko neke fizične bolečine. Čeprav jaz se nikoli ne bi podala na veslanje čez Atlantik, recimo, no, tako sorry, tudi s tabo ne. No, hvala. Ko prebiramo, kot vse je hodil Ben Fogelj in snemal filma, se enostavno ne moremo nehati čuditi. Od spustov po samotnih rekah do brodolomskega celoletnega bivanja na Škotskem otoku, puščavskega maratona, veslanja preko Atlantika z britanskim olimpijskim prvakom do 800-kilometrske odprave na smučeh preko praznine puščave Antarktike. Robert Ferlič, član norveške odprave, je lani maja uspešno prečkal grenlandski ledenik. Ob tem ga je trenirala ista ekipa strokovnjakov, kot je Bena Fogla pri prečkanju Antarktike.